Ne glede na to, ali veljate za eurooptimista, eurorealista ali morda euroskeptika, vaše stališče šteje. Sploh pri vprašanju o smiselnosti oziroma prihodnosti Evropske unije. Ta ima številne prednosti in ne zgolj slabosti, ki se v zadnjem času vse bolj izpostavljajo. Prihodnost Evropske unije je ta trenutek, bi rekla, na neki prelomni točki. Mogoče je preveč negotovosti, preveč nejasnosti in zelo veliko strahov. Tudi v Sloveniji se dejansko ljudje zelo malo pogovarjamo, v kakšni Evropski uniji si želimo živeti, varni verjetno, ampak ta varnost je danes močno vprašljiva. Jaz si želim, da bi ohranili te temeljne svoboščine, svobodno potovanje, svobodni trg, prosto trgovino. Vse to se nam zdi precej samoumevno, pozabljamo pa, da nam je bilo vse to omogočeno z vstopom v Evropsko skupnost. Pozabljamo tudi, da smo tudi Slovenci, Evropejci. Slovenci smo lahko zelo ponosni na svojo Slovenijo, imamo lepo kvalitetno življenje, veliko bolj kot v katerikoli drugi državi, ampak malo govorimo o tem, da smo tudi Evropejci, mi smo del Evrope in moralo bi nam biti mar za to Evropo, kakšna bo tudi v prihodnje za nove generacije. Zdaj izzivi globalizacije so izjemni, svet okoli nas se izjemno hitro spreminja, imamo izjemno hitro rastoča gospodarstva, imamo podnebne izzive, energetske izzive, terorizem, migracije, vse to so stvari, kjer majhna država, kot je Slovenija, če se zapre vase, ne bo mogla preživeti, kot tudi ne velika Nemčija. Razprav, kot je bila današnja v Kranju in je vsebovala vprašanje, v kakšni Evropi si želimo živeti, je premalo. Razprava je v bistvu potrdila to, kar večkrat slišimo. Ljudje si želijo sprememb, so nezadovoljni, revščina je velika, marsikdo je pričakoval, da bomo pa Slovenci zdaj za Evropsko unijo živeli dobro, živeli bolje. Jaz mislim, da do velike mere tako življenje tudi imamo. Nažalost je vrzel med bogatim in revnim družbenim slojem vedno večja, tudi na Gorenjskem, ki velja za eno najbolj razvitih regij pri nas. Kaj lahko torej pričakujemo? Veliko Gorenjska je del Evrope, vedno bo del Evrope in Evropska unija, jaz mislim, da bo kot takšna morala preživeti, ker imamo od tega koristi vsi. V svetu globalizacije moramo začeti gledati na široko in se ne osredotočati s pogledom na majhen košček našega vrtička. Brez evropskih sredstev in razvojnih projektov bi zelo težko preživeli, zato za nas morebiten konec Evropske unije nikakor ne pride v poštev.